Dobar dan vsem. Poglejmo zdaj, kaj je vrtilna količina in kaj pravi zakon o hranitvi vrtilne količine. Torej, vrtilno količino definiramo kot vztrajnostni moment krat kotna hitrost. To je podobno pri vrtenju, kot je gibalna količina pri navadnem gibanju. Gibalna količina P, če se spomnite, je masa krat hitrost. In tukaj namesto gibalne količine imamo vrtilno količino, namesto navadne hitrosti imamo kotno hitrost in namesto mase imamo vztrajnostni moment. Sem razložil dobro vztrajnostni moment v enem drugem videu. Vsekakor nam pove, kako je ne samo koliko mase je, ampak kako je masa razporejena okoli vrtilne osi. Če je bolj daleč, je večji vztrajnostni moment na splošno. In za gibalno količino velja tale zakon, da impuls je enak spremembi gibalne količine. Impuls je sila krat interval časa, v katerem ta sila deluje. In torej v tistem intervalu ta sila podeli neko gibalno količino. Ta sprememba gibalne količine nič drugega kot končna gibalna količina minus začetna gibalna količina. Sedaj, zelo podoben zakon velja tukaj. Imamo impuls navora in tukaj torej imamo navor namesto sile in zmeraj delta T in tukaj namesto spremembe gibalne količine imamo spremembo vrtilne količine. Torej, to se lahko kliče tudi sunek sile in ta se lahko tudi kliče sunek navora. Torej, sunek navora je enak spremembi vrtilne količine, ki nič druga kot končna vrtilna količina minus začetna vrtilna količina. Sedaj, da vidimo, zakaj velja ta formula, ni težko. M krat delta T, torej mi vemo, sem razložil v enem drugem videu, da ta navor je vztrajnostni moment krat kotni pospešek, to še krat delta T, in kotni pospešek nam pove, koliko hitro se spremeni kotna hitrost. Torej, omega minus omega nič vlomljeno delta T. Tukaj imamo I, tukaj imamo delta T, ki se krajša. In sedaj imamo I krat omega minus I krat omega nič. In to je prav končna vrtilna količina minus začetna vrtilna količina. To je prav sprememba vrtilne količine. Torej, velja to. Sedaj, še to, predno gremo naprej, kolikšna je merska enota vrtilne količine. Torej, merska enota vztrajnostnega momenta je kilogram metra na drugo. Merska enota vrtilne količine, ker imamo to pomnoženo z omega, ki je kotna hitrost. Kotna hitrost se meri v radijanih na sekundo, radijani dimenzionalni, torej imamo 1 vlomljeno sekunda, torej kilogram metra na drugo vlomljeno sekunda, to je merska enota vrtilne količine. Sedaj, kaj pravi zakon o hranitvi vrtilne količine? Torej, mi vzamemo kot dobro, da velja to, da impuls navora ali sunek navora enak spremembi vrtilne količine. Torej, mi postavimo ta pogoj. Če navor vseh sil na sistem teles je enak nič, torej imamo sistem teles, skupen navor vseh sil je enak nič, lahko rečemo tudi vsota vseh navorov je enaka nič, torej, ker v tej formi vidimo, da ta je enak nič, torej tudi delta L je enak nič, torej sledi, da sprememba vrtilne količine je enaka nič, če sprememba je enaka nič, pomeni vrtilna količina je zmeraj ista, je konstantna. Lahko tudi napišemo pa tako, to je L minus L nič, je enako nič in torej L enako L nič. Kar sem komaj rekel v drugi obliki, da ostane nespremenjena vrtilna količina. Torej pove to, če ni zunanjih navorov, ki vplivajo na sistem teles, se ohrani vrtilna količina. Imamo primer človeka, ki stoji na vrtljivem stolu, ki se vrti okoli te osi. Torej, ko ima v rokah ima dve uteži, ko ima roke oddaljene od sebe, prej ima roko oddaljene od sebe, se vrti, potem
roke približuje osi vrtenja, približuje k sebi, in torej kaj lahko rečemo, torej pretpostavljamo, da ni nobenega zunanjega momenta navora, ni nobenega zunanjega navora, ki vpliva, torej se bo ohranila vrtilna količina. Vrtilna količina je vztrajnostni moment kratkotna hitrost. In sedaj on s tem, da prej ima roke daleč, potem blizu, zmanjša vztrajnostni moment, ker vztrajnostni moment je vezan na to, koliko daleč so mase razporejene od vrtilne osi. Tukaj ima velik vztrajnostni moment, tukaj ima majhen vztrajnostni moment. In torej, ker se mora ohraniti vrtilna količina, ki je produkt med vztrajnostnim momentom in kotno hitrostjo, če zmanjša vztrajnostni moment, se bo avtomatično povečala kotna hitrost, se bo začel vrteti bolj z večjo kotno hitrostjo. Je isto, kar delajo tudi drsalke na ledu, se približajo roke k sebi in se začnejo vrteti z večjo kotno hitrostjo. Tako, prosim, všečkajte in upišite se. Hvala.